Santum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Če postavim posebnega gosta, velja za večjega poznavalca ne samo tega konflikta, predvsem tisto, kar se mene dotakne ob tem poznavanju, je predvsem sposobnost predikcije dogodkov. Jaz, gospod profesor, dr. Primož Trbenc, ko spremljam vaše nastope, ne samo, da sem presunjen nad vašim znanjem in poznavanjem, ampak predvsem me se dotaknejo zmožnost napovedovanja dogodkov, ki se vam zaradi vašega poznanja zdijo v bistvu popolnoma natančni. In iz vašega zornega kota, kot poznavalec konflikta, kam to v globalnem smislu bo pripeljalo? Poznate praktično v zadnjih nekaj tisoč let dogajanja na tem teritoriju, ampak če pogledate skozi prizmo zgodovine in dogodkov, predvsem v zadnjih od leta 2022, ko je na oblast prišla v Izraelu, do sedaj nevidena v političnem smislu politična sila, kaj to pomeni za Izrael, kaj pomeni to za mir na Bližnjem vzhodu? Ja, tudi jaz bi se zahvalil za vabilo in pa pozdravljam vse navzoče. Mislim, da je tukaj veliko intelektualne redovednosti. Kar težko odgovoriti na to vprašanje, ampak bom skušal tako kratko, krajše in jedrnato. Najprej naj povem, da nisem antisemit, torej, da mislim, da ima Izrael vso pravico do obstoja v mejah do leta 67, se pravi na 77% oziroma nekdanje britanske mandatne Palestine. Da ne bi rekel Štrbence pa antisemit. Ampak od tukaj naprej bi treba biti pa zelo kritičen do politik Izraela in tudi do njegovih interpretacij in utemeljevanj. Jaz se strinjam s tem, kar je rekel Ilan Pape, izraelski zgodovinar, ki velja za najbolj pogumnega izraelskega zgodovinarja, da je pomemben del političnega sionizma, torej tistega gibanja oziroma ideologije, ki je ustvaril državo Izrael, je zavajanje. In Izrael nenehno zavaja torej mednarodno javnost. Predvsem v smislu, da seveda je ves čas v igri ta diskurs, želimo mir, želimo zagotoviti svojo varnost, mi smo obkroženi z sovražnim torej okoljem in tako naprej. Torej, jaz mislim, da to ni cilj Izraela. Cilj Izraela se, upam, so odgovornost trditi, je osvajanje ozemelj, vode in pa hegemonija na Bližnjem vzhodu. Se pravi, voditeljska vloga oziroma neutralizacija vseh držav, ki bi bile na nek način lahko neka ovira temu nekemu dominaciji Izraela na Bližnjem vzhodu. Kar zadeva Palestino, torej sam bi rekel, da to, kar smo zdaj gledali torej po 7. oktobru, ni nobeno presenečenje, ker je v sam DNK političnega sionizma zapisano etnično čiščenje. Namreč, že sam politični sionizem si je za cilj zadal vzpostavitev suverene judovske države v Palestini, ki bo na ozemljih pod svojim nadzorom s pravnimi in političnimi sredstvi ustvarila demografsko večino judovskih plemen. V kontekstu, ko je večina prebivalstva bila arabska, je to nujno pomenilo etnično čiščenje. In sami sionisti so temu rekli, torej eufemistično, transfer prebivalstva. Ponavadi so pa zapisnikarje na kongresih teh sionističnih gibanj oziroma sionističnega gibanja poslali ven, da niso zapisali tega o transferu prebivalstva. In prvi velik tak transfer prebivalstva se je zgodil med novembrom 47 in pa januarjem 49, ko so pravzaprav za mnogimi pokoli izgnali 750 000 Palestincev. Kot so že moje predhodnice povedale, so od leta 67, ko Izrael okupira zadnjih 23% te britanske mandatne Palestine nekdanje, ki jih ni imel prej pod nadzorom, se dogaja nenehno kršitev mednarodnega prava. In sam, seveda, moramo ves čas biti proaktivni, poskušati narediti kaj, ampak vendarle Izrael je v tako veliki meri s kršitev mednarodnega prava že predrugačil zahodni breg in pa anektiranje vzhodni Jeruzalem, da nisem prepričan, da je rešitev dveh držav sploh še možna.
ker mednarodno pravo zahteva ozemlje, prebivalstvo in pa efektivno oblast. Te efektivne oblasti že dolgo ni več. Poleg tega, kot pravi Sara Roy, je Izrael torej vzpostavil oziroma naredil de-development, preprečevanje razvoja. Tako da Palestinci nimajo ekonomije, ki bi podpirala državo in tako naprej. Tako da tle bo treba res morda na novo se skupaj premisliti. Zdaj bi se pa morda širšega okolja še malo dotaknil, ker tudi to, kar Izrael danes govori v zvezi z Libanonom in Iranom, to je vse več ali manj zavajanje. In to se ponavlja, to zavajanje. To zavajanje se enako dogajalo leta 1982, ko je Izrael udaril Libanon. Namreč treba, da vse skupaj razumemo, je treba kontekst postaviti. Te konteksti manjkajo ljudem in kontekst je ta, da je izraelski geostrateg Oded Yinon že leta 1982 rekel, če hočemo Izrael postaviti v center Bližnjega vzhoda, ga narediti za hegemonsko silo, je treba močne arabske države razbiti po etnični in religijski črti. In točno to se dogaja od leta 2003 naprej. Mimo grede za napad na Irak ameriški je Izrael močno lobiral, tudi preko neokonzervativcev v kabinetu Georgea Busha mlajšega. Z napadom na Irak je bil Irak, torej državljanska vojna, vsi vemo, sunitska, šiitska, Irak je danes popolnoma nemočen, razdrobljen. Ta Pandorina skrinjica je naprej vodila do Sirije, neizogibno tudi Sirija je danes nemočna, fragmentirana. Libija je 2011 tudi torej fragmentirana, da je danes v dveh delih v bistvu in kako? Egipt in Jordanija sta mirovne sporazume dosegla, tako da to so na lep način dosegali v bistvu, da sta neutralizirala. Ampak kar hočem reči, da je Iran s svojimi zavezniki ostal edina sila, ki je še resna ovira popolne izraelske hegemonije na Bližnjem vzhodu. Zato ni naključje, da Izrael vse od začetka 90-ih let, a veste, do začetka 90-ih, dokler je bil Saddam Hussein na oblasti v Iraku in dokler je obstajala Sovjetska zveza, je Izrael, tri toparci se tle moramo brati, torej Fateful Triangle, Izrael, ZDA, Iran, do začetka 90-ih let Izrael ni bil kritičen do Irana. Potem, ko je bil pa Saddam Hussein zrušen in Sovjetska zveza se je razpustila, kar naenkrat začne demonizacija Irana. To, kar pravi gospa zunanja ministrica, se pravi, Iran hoče jedrsko orožje pridobiti, jutri ga bo pridobil in naslednji dan bo to jedrsko bombo vrgel na Izrael, kar je v bistvu zelo, zelo nerealistično, ker Iran prvič, v tem sem članek pisal, veliko proučeval, tisto, kar želi Iran je 4. člen pogodbe o neširjenju jedrskega orožja, miroljubna uporaba jedrske energije. Nenazadnje je tudi pokojni Khomeini v fatvi rekel, da Iran ne sme imeti jedrskega orožja. Skratka, demonizacija Irana, slikanje Irana kot tiste glavne teroristične sile in pa poskusi neutralizacije vojaške tega Irana. Iran, a veste, to je pa tisto, kar je kolegica Kristina govorila, da mediji tudi imajo neko negativno vlogo, da Iran se ves čas slika kot tisti, ki je en velikan, ki se lahko enakovredno torej z Izraelom spoprime. To ni res. Iran je vojaško precej nemočna, šibka sila. Iran je leta 1979 pod sankcijami, ima zelo zastarelo letalstvo, tisto, s čimer edino lahko zastrašuje pravzaprav Izrael, je pa ravno Hezbollah po Libanonu. In Izrael se je tega ves čas zaveda, zato ni naključje, da je to Gazo, ta konflikt od 7. oktobra 2023 izkoristil za to, da ves čas torej stopnjuje pritisk na Hezbollah. Tisto, kar mene zelo moti pri poročanju medijev, da se ves čas neka simetrija slika, češ, Hezbollah na eni strani, Izrael na drugi si izmenjujeta napade, kot da so vsi enaki. Podatki kažejo, da od 8500 medsebojnih napadov, ki je Izrael izvedel, več kot 3/4. Izrael je tisti, ki ves čas proaktivno sproža nove cikle eskalacij. Pobil je mnogo več borcev Hezbollaha kot obratno. In Izrael v zadnjem času po tekočem traku torej pobija voditelje Hezbollaha, dobesedno išče eskalacijo, išče vojno, to je tista. In seveda hkrati pa govori, da želi zagotoviti zgolj mir za prebivalstvo na severu Izraela. Pazite, tu je enaka retorika kot letom 1982. Ko je bila PLO se je močno deradikalizirala, ni hotela vojne, Izrael je pa to motila.
In je na vsak način hotel PLO torej re-radikalizirati. Nazadnje je izkoristil atentat na izraelskega veleposlanika v Londonu, Shlomo Argova, ki ga sploh PLO ni izvedel, ampak zelo glasni Abu Nidal, in so rekli, evo, to je pa zdaj tisto PLO, tista, in je potem še sprovociral PLO v nek vojaški napad, in je nazadnje rekel, zdaj vemo pa mi zato, da bomo svoje prebivalstvo zaščitili v invazijo na Libanon. In ta operacija pa sta imela uradno naziv Mir za Galilejo, kar je zelo defenzivno, dejansko bil pa naziv te operacije Velike pinije. In cilj ni bil zagotoviti mir za sever Izraela, ampak prvič, re-radikalizirati PLO s pobojem čim več Palestincev, da se spet radikalizirajo, drugič, utrditi varno območje na jugu Libanona, kajti tisto, kar je sionistični cilj od samega začetka, so vodni viri reke Litani v južnem Libanonu, in pa tretjič, postavitev na čelo Izraela proizraelskega kristjana Maronita. In so Baširja Džemajela tudi postavili potem, ki je bil potem tudi ubit. Torej, ves čas to zavajanje, hočemo mir, ampak v bistvu so pa ofenzivni cilji. In sedaj se isto dogaja s Hezbolahom. Cilj je oslabiti ta Hezbolah, da ne bo več zastraševalni element Irana, potem pa vzporedno širiti tudi operacije proti Iranu. Ker to je nenehno izzivanje, uboj Ismaila Hanije v Teheranu 30. julija, to je vse ena sama provokacija. Iran in Hezbolah pa kažeta, da nočeta eskalirati. Iran je vojaško šibak, ne bom več dolg, samo še to povem. Iran je vojaško šibak, drugič, iranski režim si želi stabilnosti, ker želi izboljšati ekonomski položaj. Zakaj izboljšati ekonomski položaj? Da bi bilo prebivalstvo iransko bolj zadovoljno, da bi lažje speljali tranzicijo oblasti, ker Ali Khamenei star in bolan. In nikakor si Iran ne želi eskalacije. Hezbolah enako ve, da če pride do širše vojne, da Libanon torej kolapsira. In oba veste, da sta vojaško šibkejša od Izraela. Ampak Izrael tle samo pritiska in provocira, in seveda mediji pa pol nič ne reče, ko Izrael vse te pomore izvaja, nihče nič ne reče, ko pa Iran odgovori, ko si reče, stojimo v Izraelu, ker Iran je tako nasilen. Torej, to ne gre. Štrbenc, ena zanimiva, mogoče moja misel, ker ste začeli uvodoma, da niste antisemit. Jaz se s tem srečujem, zaradi tega, ker če se spomnite, ko smo v času konflikta v Ukrajini odkrili določena vprašanja, so nas zelo hitro radio označili kot proruski ali proukrajinski. Tudi v tem konfliktu ni potrebno, da se opredelimo. Jaz mislim, da se moramo opredeliti za vladavino prava in za mednarodne inštitucije. Ampak po drugi strani, ko pa govorimo o Slovencu, to, kar imamo mi v sebi, ta naš zgodovinski spomin, mi smo bili večkrat predmet, predvsem želja in razdelitve velikih. Po eni strani so bili naši detke, babice, strici, tete v istih vrstah kot Judje, v kontracepcijskih taboriščih v času, ekspanzije Tretjega rajha. Po drugi strani smo pa dejansko se lahko večkrat v zgodovini poistovetili prav vse Palestinci. Mislim, da to nam daje nek položaj, predvsem te zgodovinske brezmadežnosti, ampak brezmadežnosti v smislu zgodovinske krivde, ki jo čutijo nekatere druge države, predvsem v odnosu do tega konflikta. Zaradi tega lahko prosto in bolj objektivno mogoče nagovarjamo te iste probleme. Omenjena je bila palestinska uprava, oziroma palestinska oblast pod vodstvom Mahmuda Abbasa. Jaz bi tukaj poudaril, da je treba neke konvencionalne resnice, tako novane, recimo temu, razbijati. Ena je ta, da je bil mirovni proces iz Osla nek poskus vzpostaviti dve državi, napačno. Ravno v tem času, med letoma 1993 in 2000, so Palestinci izgubili zelo verjetno možnost za svojo državo. Ker je tedanji premier Jicak Rabin Izraela po domače rečeno prelisičil te Palestince, te pa so se pustili prelisičiti. Zakaj to govorim? Ker pokojni Jasser Arafat, ikona palestinskega nacionalizma, to moram na žalost povedati, je izdal najbolj vitalne palestinske nacionalne interese zaradi interesov stare garde Fataha, del te stare garde Fataha je tudi Mahmud Abbas. Za svoje ekonomske, politične privilegije so podpisali sporazume, ki niso vsebovali nikakršne varovalke pred izraelsko kršitvijo mednarodnega prava. In ravno takrat, ko naj bi najbolj mir prihajal v Palestino, so Palestinci v največji meri izgubili možnost za svojo državo.
In vse od takrat naprej ta stara garda Fataha, od leta 2004, ko je Arafat umrl naprej pod vodstvom Mahmuda Abbasu, Abu Mazena, kolaborira z Izraelom. Zakaj to govorim? Zato, ko se danes to govori o tem, da treba palestinsko upravo podpreti, treba vedeti, da ravno to je bil namen Izraela, torej okupacijo predati na pleča drugih, samih Palestincev. To je paradoks, da Izrael kot okupacijska sila pravzaprav nima nobene večjih bremen, ker upravo glavna populacijska središča Palestincev na Zahodnem bregu sama palestinska oblast brzda in torej varuje varnostno Izrael. To je bil ta genialna poteza Izraela, da vse to predstavil v roke palestinski oblasti. Tako da zdaj še naprej to kolaborantsko oblast krepiti, to bi jaz v enem delu, ampak ko prej je to še vedno kontinuiteta oblasti, kot sam vidim. Ampak demokratični način zamenjava oblasti tudi v Izraelu. Praktično v Palestini od leta 2006, če smem imenovati to Palestina, ni bilo sploh. Tako je, torej, to je ves čas ena in ista stara garda Fataha je na oblasti. In to se ne ustreza vse. To ustreza vsem samo palestinskemu ljudstvu zares, ne. Ker tukaj se je treba vprašati, kaj lahko Palestinci še naredijo, torej, ker če bodo še naprej, na nek način se zdi dobro, da ima ta palestinska oblast, torej, da neka delovna mesta ima tam daje, da saj nek red postavlja, ampak vprašanje je, koliko je to konstruktivno ravnanje v smislu boja za lastno državo, v smislu tega, da se izraelska okupacija čim bolj poskuša izteriti, ker to Izraelu ustreza, da drugi zanj upravljajo to umazano delo. Enako Evropska unija financira ekonomsko okupacijo, kot Izrael tudi ekonomsko ni bilo treba nalog, ki jih ima po 4. ženevski konvenciji, nikoli upravljati pravzaprav. In pa drugo, kar bi rad vsaj deloma povedal, to, kar slišimo o Hamasu, to je huda, torej nepravičnost, bi lahko rekel. Ker Hamas ves čas poslušamo, hoče uničiti Izrael, to je teroristična organizacija Hamasa od leta 2005, torej neprestano, kontinuirano deradikalizira. In je vmes že med 2006 in 2017 neprestano pravzaprav sporočil, da sprejema rešitev dveh držav, posredno s tem, ko rekel, da sprejema palestinsko državo v mejah iz leta 1967. De facto nova ustanovna listina Hamasa iz leta 2017 je šla zelo daleč v tej smeri. Jasno so v najpomembnejšem dokumentu rekli, da priznavajo, torej da sprejemajo palestinsko državo v mejah iz leta 1967. In so s tem posredno pravzaprav priznali Izrael. Kdo bo rekel, zakaj pa izrecno ne priznajo Izraela? Veste zakaj ne? Zato, ker vejo za to izjemno negativno izkušnjo PLO-ja. PLO je priznala Izrael, v zameno pa ni dobila ničesar. Oziroma to nasprotno, da Izrael uničil možnosti za nastanek palestinske države. In Hamas ni napadal Izraela 7. oktobra 2023 svoje radikalizacije, ampak zaradi tega nemogočega položaja, trpljenja v Gazi. Ker preprosto je bil potisnjen obzid. To vsi večji poznavalci Hamasa, Tarek Bakoni, Khaled Krup in tako naprej ugotavljajo. Tako da te konvencionalne resnice je treba vse reinterpretirati, ker vse služijo v bistvu Izraelu. In do 7. oktobra je veljalo, da je Gaza največji odprti zapor na svetu. Samo nekaj sem želela dodati. In še največji paradoks vsega pa je, da kdo je pravzaprav pomagal Hamasu, da se je vojaško krepil. Izrael. V luči destabilizacije Fataha. In odkot je deloval Fatah, oziroma palestinska osvobodilna organizacija, preden so Arafata prepričali, da je njegova edina vozovnica za preživetje vrnitev v Palestino iz Libanona. In najprej so uničili. Ja, pa potem tudi Libanona. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Jaz bi 4 zelo kratke replike oziroma refleksije dal. Prvič, da ne smemo preveč personalizirati izraelske politike. Daleč od tega, da bi bil Netanjahu, pa Smotrič in pa Ben-Gvir, da bi bili tisti, ki so uničili Palestince. Torej, vse izraelske vlade v leta 67 naprej so kršili mednarodno pravo. Sam laboristi so delali bolj tiho, Likud pa zelo glasno. In v času tako imenovanega mirovnega procesa so bili predvsem laboristi tisti, ki so dokončno Palestincem vzeli možnosti za državo, po mojem mnenju. Ehud Barak je najbolj intenzivno naseljeval judovske naseljence. Drugič, rekel bi, da vse obstajajo mehanizmi za zamenjavo oblasti tudi v Palestini. To so svobodne demokratične volitve, kot so se januarja 2006 dogodile, ampak Zahod potem noče sprejeti izida, če ta ni v skladu s tem, kar Zahod želi. Tako da zakaj se ne bi organizirale volitve tudi na Zahodnem bregu in Gazi? Po mojem mnenju, v tem trenutku bi Hamas zmagal, morda bi Fatah lahko rešil Marwan Barghouti. Eden redkih, če ne edini Fatah v politiki ni diskreditiran. Tretjič, če bi to rekel, na žalost moram to reči, da po mojem, zdaj se tukaj pogovarjamo, ali rešitev 2 držav pa 1 država. Jaz se bojim, da gre v tretjo smer, v to, da bomo imeli države ne bo pa permanentna kriza, ki bo periodično eskalirala in zmeraj hujše plamene povzročala. Jaz se bojim, da je to najbolj realen scenarij, seveda to ne pomeni, da sem defetist. Na laž bom uporabil to besedno zvezo. Kakšna pa je končna rešitev pri temu? Zelo provokativno vprašanje. Je resno? Omenjate en dolgoletni konflikt, a to pomeni popoln genocid oziroma popolno očiščenje, kot nekateri politiki v Izraelu zelo Izrael ima tukaj jasno politiko, Palestincev v takšni meri jih trpinča, da bodo sami šli z zahodnega brega v Jordanijo. In pravi celo, tam pa zrušite monarhijo hašemitsko in naredite svojo republiko. In v Jordaniji je že 65% prebivalstva Palestincev. To je že dolgoletni cilj Izraela. In nazadnje bi se na to odzval, kar je Kristina rekla, se pravi, da v Sloveniji imamo tudi antisemitizem, neonaciste. Pazite, danes imamo paradoks, da se ti neonacisti pri nas ujemajo z Izraelom, da je to skupni imenovalec protiislamski diskurs, sovraštvo do muslimanov. Izrael danes s temi politikami, ki uničujejo Bližnji vzhod, pomaga neonacističnim skupinam oziroma skrajno desnim vladam. Ker ta politika razbijanja bo pripeljala do množičnih begunskih tokov, to pa pomaga Alternative für Deutschland in svobodnjaški stranki. In desne stranke v Evropi danes niso več antisemitske, ampak protimuslimanske. To je pa močan skupni imenovalec Izraela in teh desničarskih skupin. Zakaj je Hamas ta napad izvedel 7. oktobra? Kot sem že rekel, izjemno težka humanitarna situacija v Gazi. Drugič, da je bil konflikt oziroma spor izraelsko-palestinski povsem pozabljen v mednarodni skupnosti. Tretjič, da se je čutil dejansko ne samo Hamasom, vse palestinsko prebivalstvo zapuščenega, ker so bili že pred tem domnevnim sporazumom oziroma mogočim Savdske Arabije z Izraelom 4 abrahamski sporazumi podpisani. In pa seveda ne pozabimo, da se je sama operacija Hamasu imenovala Povoda na Al-Aqsa, da se Izrael zmeri bolj agresivno prilašal Haram al-Sharif. In to je predvsem pri Hamasovih islamistih nek občutek kozmične vojne ustvarjalo, po mojem mnenju. Kar pa zadeva Savdsko Arabijo, je to zelo taka kompleksna zgodba. Vsi so govorili o tem, da morda bi bila Savdska Arabija lahko naslednja, ki bi podpisala diplomatske odnose z Izraelom, ampak Savdska Arabija ni bilo tako gotovo, da jih bo, ker vprašanje je bilo, ali bo kongres ratificiral varnostni sporazum med ZDA oziroma med Izraelom in Savdsko Arabijo, ker bi Savdska Arabija rekla, bomo podpisali oziroma navezali diplomatske odnose, če nam ZDA jamčijo varstvo varnostno in pa če nam dajo, podprejo civilni jedrski program. Vprašanje, če bi ameriški kongres to ratificiral. Ampak je pa vloga Savdske Arabije z enega drugega vidika pomembna, da pod pritiskom po 7. oktobru savdskega prebivalstva je Mohamed bin Salman moral spremeniti svoj pristop, se ga ni po moje iskreno, ampak vendarle je rekel, da bo pripravljen navezati diplomatske odnose z Izraelom zgolj v primeru, če se Izrael kredibilno in jasno zaveže k neke vrsti palestinske države. In to seveda, to so
Američani to močno podpirajo, ker hočejo imeti diplomatske odnose med Izraelom in Savdsko Arabijo, ker je to del širše geostrateške slike. Namreč samo še ti diplomatski odnosi manjkajo, zato da bi Američani začeli dejansko vzpostavljati trgovinski koridor med Indijo in Evropsko unijo preko Bližnjega vzhoda, ki naj bi spodrinil kitajsko pobudo pasu in ceste preko Bližnjega vzhoda. In sama Indija se zmer bolj k Izraelu tudi nagiba stran od Irana. Pa vam, ko ste rekli, zakaj se to lahko zopet dogaja danes, kako je mogoče, da je to žrtev. Torej, naj začnem s tem, da zelo malo je govora o tem, ker v tem je malo govora, kar bom zdaj rekel, ampak latentno je pa vaš prisotni. Jaz se bojim, da anti-islamski diskurs, da je tle pomemben. Da hočeš, nočeš, cel svet, sploh Zahod, gleda čisto drugače na to, če muslimani umirajo ali pa če Ukrajinci umirajo. Ker pomemben del, bistveni del antimuslimanskega diskurza, ki je star 900 let in je zelo ukoreninjen, je, da islam je itak inherentno fanatičen in agresiven. Da Hamas, če je napadu, je proaktivno napadu, ker pač je terorizem, ker je fanatičen in tako naprej. In da če Izrael njih pobija, na nek način je pa Izrael del Zahoda in zahodna uporaba sile naj bi bila pa zmer racionalna. Drugo je pa seveda to, kar vsi vemo, ZDA so edine, ki zares lahko pritisnejo na Izrael, zaradi te neenotnosti Evropske unije. Je nerealno pričakovati, da bo Evropska unija dosegla to soglasje za resnično močno pritisk. ZDA, a veste, še noben ameriški predsednik, ki je v koncu svojega prvega mandata pritisnil na Izrael, ni bil izvoljen. Govorim o Jimmyju Carterju in Georgeu Bushu starejšem. Barack Obama je na začetku svojega prvega mandata pritiskal na Izrael, bolj ko se je umikal prvi mandat k koncu, manj je pritiskal na Izrael. Kaj pa Reagan? Reagan ni pritiskal na Izrael zares. Tudi zaradi tega ne, ker so ga podpirali evangelijski protestanti. Ampak zdaj je čisto drugače. Ko je bil Reagan, je poklical, da ne ustavijo napade na Libanon, je rekel, da je to holokaust. Reaganu se je Libanon dogajal ne ob koncu mandata pred volitvami, ampak sredi. Se pravi, izvoljen je bil 81, Libanon se je 82 dogajal. Res je Filipa Habiba poslal, ampak to je po sredi mandata. In kaj, se v bistvu ni, ne vem kaj naredil za Palestince. Filip Habib je dosegel to, da se je PLO umaknila iz Libanona, sledila je pa Sabra in Šatila. Tako da jaz ne vidim v Reaganu, nasprotno, Reagan, ne pozabimo, je bil pod močnim vplivom Billya Grahama, Peta Robertsona in pa Jerryja Falwella, torej krščanskih sionistov. Tako da daleč od tega, da bi, naprimer, Reagan močno pritisnil na Izrael v smislu izraelskega napada na iraški jedrski reaktor ali kaj podobnega. In Reagan ni v tej kategoriji kot Carter in George Bush mlajši.